In mi da spakiramo vse stvari, v Mariboru so se zmenila za ta IVF, za prvi sestanek. In prispeva v Maribor, to je bil dan pred sestankom, odprema prtljažnik in v prtljažniku ni kovčka. Jaz sem kovček pozabila na parkirišču v Ljubljani. Vse v življenju se zgodi z namenom. Ne? In pol odpreva ta prtljažnik in jaz začnem jokati in sredi ulice na glas. Mislim, proti meni se je zarotilo celo vesolje. Jaz ne morem do tega otroka. Ne? In mož stoji tam z nasmeškom, pa ti pravim, da midva tega, da ne potrebujemo, ne? Da se bo zgodilo takrat, ko je namenjeno. Ti nimaš pojma, da čez par dni sva odpotovala potem na Kubo, na potovanje in sva tam čisto po naključju eno zdravilko spoznala. In zdaj, da pač to zgodbo malo skrajšam, jaz sem ji razložila pač, kakšne so moje težave in ona pravi, ok, lahko pogledam, kaj se s tabo dogaja, jaz se bom povezala z svojimi bogovi. Zdaj pač, kdor verjame to, ne, jaz sem že vse živo probala do takrat in sem rekla, ok, škoditi ne more, ne, naj pač pogleda. In ona je mene v eno hiško peljala, ne, tam sem tudi opazila te sanitaristične lutke, skratka, pač to je del bele magije, pustimo zdaj te podrobnosti. In ona je pogledala in ko je začela govoriti o meni, je govorila, kot da me pozna že od otroštva. Ona je povedala celo zgodbo, kdo jaz sem, kaj se je meni dogajalo in kdaj sem si jaz to blokado za Mero ustvarila. Ne. Se pravi, ta blokada je sproducirala, tako je rekla, to bolezen. In ko smo se razhajali, ne, potem so sledili neki obredi čiščenja in to, ko smo se razhajali, je ona rekla, do konca leta bosta mi sporočila veselo novico, do konca leta boš noseča in rodila boš sina. In tako je tudi bilo. Jaz sem 8. decembra zanosila, ko sem junija se vrnila s Kube in potem do decembra ni bilo nič in jaz sem bila spet vsa razočarana, ne, se vidiš, sploh nič ne velja, ne. In ko sva z možem odhajala na poročno potovanje, decembra sem jaz že bila noseča in nisem niti vedela, da sem noseča. Wow.